Lepo pozdravljeni znova v moji družbi. Moje ime je Lili, bila sem pa pred kratkim znova v Ekvadorju. Kot vidite tudi po moji noši, kaj ta noša pomeni, kako se jo obleče, kaj vsak ta delec, drobec za seboj potegne, kaj simbolizira, smo povedali že v eni izmed mojih oddaj, ki jih lahko najdete na mojem YouTube kanalu, kot tudi zakaj vse je koruza dobra, kako v Ekvadorju živijo, tokrat pa se oglašam z nekaj malo več slikami. Slovenščina, vam moram po pravici povedati, mi še malo dela težave. No, sem seveda govorila samo špansko, torej, če se bom vmes zatikala in zmotila, se bomo pa skupaj učili španščino. Torej, kje sem bila? Bila sem v Ekvadorju, ki slovi kot središče sveta. In z vami bom podelila tudi sliko ogromnega spomenika, ki to središče sveta simbolizira. Torej, kje se križa ekvator in poldnevniki, kjer je točna točka 0,0. Ampak vam povem, prideš tja, se slikaš pred spomenikom, tako kot jaz, si cel vesel, greš gor, fantastičen muzej je znotraj spomenika, prideš dol, greš malo okoli po štantih, kjer slišiš, da to sploh ni središče sveta, da so meritve namreč napačne, da je pravo središče sveta v sosednjem muzeju, kjer so vse izkopanine bolj plastičnega izvora kot kamnitega. Potem prideš v sile simpatično trgovinco, hočeš kupiti skodelico in ti tam prodajalec zaupa, da pravzaprav pravo središče sveta, veste, je kar v njegovi hiši. In vsi imajo meritve, ki to potrjujejo. Torej, ne glede na to, kje v resnici ta nič točka leži, vseeno sam spomenik je fantastičen, sam kraj je fantastičen, energija je zelo lepa. Ne boste verjeli, tam ima celoten muzej sebi in svojemu delu posvečen tudi Nikola Tesla, nekaj ekvadorskih slikarjev. V samem muzeju si lahko pogledate njihovo zgodovino, lahko si pogledate, katera vsa plemena so tam živela, preden se je tam pričelo Inkovsko cesarstvo. Sama arhitektura, pa če greste v glavno mesto, je seveda žlahtna. Ne moram najti drugačne besede. Jaz sem bila v majhni indijanski vasici, katero vam bom pokazala malo kasneje. Zdajle pa si lahko pogledate detajle bogate izvirne arhitekture, stoletja stare, ki jo najdete v glavnem mestu z veliko katedralami, ki so prečudovite. Seveda je notranjost prepovedano slikati. Meni je po nesreči uspelo nekaj posnetkov narediti, ampak bom fair in jih ne bom delila. Torej, samo glavno mesto je veliko, vrveža je veliko, ljudi je veliko, je pa tudi nevarno. Če boste potovali po Južni Ameriki, ne s telefonom v rokah okrog hoditi, če nimate nekoga ob vas, ki je pozoren na to, ali bo mimo vas prišel kak nov potencialen lastnik vašega mobitela. No, jaz sem večino časa preživela v majhni prečudoviti vasici, ki se reče Otavalo, kjer se mi je dogajalo marsikaj zanimivega, kot tudi recimo tale petelinček, ki se je postavil na cesto in se odločil, da se ne bo odmaknil. Kar celih 5 minut smo se ukvarjali z njim. Ko se sprehajaš, vidiš marsikaj, sama dežela je barvita, ljudje so barviti, tudi kužki, ki kukajo iz stene ven, tudi kužki, ki se naravno zaljubijo vate na prvi pogled, so bili v moji bližini, v mojem vsakodnevniku. Vidiš tudi krave, ki okrog hodijo same, vidiš tudi konje, ki okrog hodijo same. Edina zame boleča izkušnja je bila, ko vidiš te kužke, ki so izgubljeni, ki nimajo lastnika, ki so lačni, kjer še nimajo nekega tega zavedanja, da je potrebno za zapuščene živali poskrbeti. To je moja edina želja, oziroma ena večjih želj po spremembi v mojem lepem Ekvadorju, kjer sem se imela fantastično. Narava je prečudovita, kamorkoli greš. Vulkani, ki so v bližini kateregakoli mesta ali vasice, so tako mogočni. Energija je popolnoma drugačna, kot denimo v naših Alpah. Končno pa se moram pohvaliti, sem prišla čez 4000 metrov nadmorske višine. Sicer razgled ga ni bilo. Pravzaprav bila je taka megla, da se ni videlo nič, kot tudi vidite na sliki, tako da z vami ne morem podeliti spektakularnih razgledov glavnega mesta, mi pa zaupajte na besedo, da je bilo čudovito. Tam so prelepa jezera, za razliko od naših jezer pa so zelena. Jezera, ki jih imamo na voljo videti zdaj na sliki, imajo tudi bogato zgodovino. Ob enem izmed teh jezerov se je odvijal tudi eden izmed največjih pokolov, ko so Inki še nekako osvojevali ta teritorij. O tem sem govorila zadnjič, torej se ne bi preveč ponavljala. Narava je resnično prelepa. Narava je polna ptičjega petja, polna vonjav, polna, bom rekla, življenja. No, tudi hrana je polna okusa, polna barve, polna vonjav, polna hranil, popolnoma drugačna kot tukaj. Zdaj si lahko pogledate, kako pri njih izgleda sadna kupa. Spodaj je sadje,
potem je sladoled. To, kar pa vi vidite čez, pa ni smetana, ampak je neka hecna mešanica skute in sira. In je pravzaprav slano, okus bi pa težko opredelila, ker je dejansko nek miks okusov. Tudi sicer je hrana resnično dobra, banan je tisoče vrst, enako koruze, enako tudi drugega sadja. Banane vključujejo pa tudi v glavne jedi. Se pravi, pri nas je banana sadje, banani split jo pojemo, tudi banana split ima takšno skuto, kot sem prej omenila. Tam pa banani uvrščajo vse vrste hrane. Dobite jo, kot vidite zdaj na sliki, tudi ob morski hrani. Morske hrane imajo veliko. Naj pa vam kot zanimivost povem, da sem končno prišla do kitajske restauracije. Prvič, ko sem prišla dol, so mi vsi rekli, da to je nevarno, da mi bo slabo, da je umazano, da ne. No, tokrat sem le uspela se počastiti večerjo v kitajski restauraciji, kjer so mojemu prijatelju postregli z izvrstno originalno kitajsko jedjo, ki je bila pomfri in dunajski zrezek. Ja, prav ste me slišali. Tudi jaz sem bila zelo presenečena. Ne vem sicer, kako to oni opravičujejo, ampak prijatelj je dobil stari dobri pomfri in dunajc. Ob enem izmed jezer, ki sem jih prej omenjala, pa je tudi nemška restauracija, kjer je doma gospodič, no zdaj je že kar gospod, ki je v Ekvadorju se pred 17 leti zaljubil, poročil, naredil svojo družino, odprl nemško restauracijo, kjer ima več kot 25 vrst uvoženega nemškega piva, v veliko veselje seveda domačinov, ki se radi o pivo pozabavajo. In sicer pa je njihova hrana, kot vidite na sliki, sestavljena z veliko krompirja, veliko koruze, tudi fižol je običajno prisoten zraven, je pa izvrstno. Če imate le možnost v Južno Ameriko, jaz verjamem, da ne samo v Ekvadorju, ampak da vse povsod je hrana dobra in okusna. Tudi sicer je okolje, kot sem že zadnjič rekla, hrupno, glasno, barvito. Tokrat sem se resnično posvetila tudi poslikavam na stenah, ki jih vidimo, tudi poslikavam na zidovih. Cele hiše so včasih poslikane, se pravi street art, bi mi temu rekli, je tam izjemno bogat, izjemno čudovit in izjemno spremenljiv. Marsikatera poslikava, ki sem jo zadnjič videla, je zdaj ni bilo, ker so jo preprosto preslikali znova. Torej, zelo so izrazni v tem, kar doživljajo, kar čutijo, zelo spremljajo letne čase, zelo spremljajo sebe, zelo spremljajo ustvarjalnost. Zato ni nič nenavadnega, da ko prvič pridete, se okolje do vašega naslednjega obiska, jaz sem bila pol leta nazaj, tam močno spremeni. Tudi sicer so te indijanske vasice prečudovite. Sami ljudje so oblečeni, se vidite tudi mojo nošo na meni, v barvite barve, v izrazne barve, v prav poseben ovoj energije, bom temu rekla. Kakšno je življenje tam? Vsi zamujajo. Se pravi, mi, ko pridemo z Evrope, nam to najprej požre seveda vse živce, ker če smo se zmenili ob 7, smo se zmenili ob 7 in mi zdaj čakamo 15 minut in kaj se zdaj to prav. Ampak vam povem, vsi zamujajo, ampak potem vsi nekako v isti uri pridejo. Nič se ne zmeniš, ampak stvari se kar poklopijo. Nobenega dogovora nimaš, nobenih pogodb ne podpisujejo, ampak stvari kar funkcionirajo, tako ali drugače. Torej, življenje je tam resnično drugačno, življenje je veliko bolj izpolnjeno, veliko bolj, bom rekla, doživeto kot morda naš vsakdanjik, ki je tako zelo hiter, tako zelo organiziran in obenem tako zelo, ne bom rekla monoton, ker ni, ampak ujet in vpet v neka pričakovanja, v neke trenutke, v neke obveze, ki morda niso tako zelo pomembne. Jaz verjamem, da za marsikaj, kar se danes sekiramo, bomo čez 10 let se po glavi tolkli in vsako tako popotovanje nas mogoče spomni na to, da ni nič zapisanega v kamen in da na svetu je toliko različnih drugačnih običajev, prepričanj, doživljanj stvari. Bila sem na pogrebu nekoga, ki je bil zame kot stric. Tam smrt doživljajo popolnoma drugače. Tam se od človeka poslovijo in mu rečejo nasvidenje. Se vidimo kmalu. Mej se fajn. Pogreb traja približno 2 dni. Resnično se pogovarjajo o preminulem, delijo spomine, počnejo stvari, ki so bile preminulemu všeč. Naš koncept smrti, ki je običajno pospremljen samo žalostjo in jokom, je seveda zelo drugačen. No, in še nekaj tam skozi počnejo, skozi jejo. Pravzaprav, kamorkoli prideš, je najbolj pomembno, da ješ. Seveda ti postrežejo z ogromnimi, prevelikimi količinami hrane. In tam, za vse tiste, ki pa se odločate za potovanje v Južno Ameriko, naj vas opozorim, pri Indijancih, ne govorim zdaj o velikih mestih, govorim o indijanskih vasicah, če vam ponudijo hrano in ne pojeste vsega, je za njih to zelo velika žalitev.
Torej, če pridete v tako situacijo, si pomagajte s tem, da stvari vzamete s seboj. Tam namreč je običaj, da tudi ko greš na kosilo, tudi ko si mogoče na kakšni prireditvi, tisto, česar ne poješ, odneseš s sabo domov. Torej, če boste v taki situaciji, prosim vas, ne zavračati hrane, ne jih žaliti, pač naši običaji in doživljanja so si različni, ampak to preprosto vzemite domov, tudi če boste morda za vogalom nahranili kakšnega lačnega kužka. Zgodila se mi pa tudi ena čudovita izkušnja. Spoznala sem gospoda, ki mu je ime Pepe, na katerem posestvu, ki ga ima on, so našli veliko izkopanin in ta gospod ima nek, ne bom rekla privat muzej, ker pravzaprav niti ni muzej, ker ni odprt javnosti, ampak neko shramno, bom rekla, hram izkopanin, ki so starejše tudi od 2000 let. Ta gospod je z menoj podelil toliko znanja, toliko vedenja, toliko zgodbic in vse svoje izkopanine, da bom resnično še dolgo časa srčno hvaležna za to izkušnjo. Denimo pokazal mi je stvari, ki so narejene iz kosti. Ne bi nikoli rekli, da so iz kosti. Gospode vidite zdaj tudi na sliki, ker je imel v rokah so samponje, ki so starejše od 700 let in na njih se še vedno da igrati. A si predstavljate 700 let nazaj? Je nekdo naredil te samponje, na njih igral in 700 let kasneje na njih igra zdaj nekdo drug. Omenila sem tudi izdelke iz kosti, izdelke iz kamnov. Ogromno znanja ima ta gospod, ogromno predmetov. To, kar zdaj le vidite, je nam na prvi pogled vazica, ampak ne. To je pravzaprav instrument. V to, v kar bi mi po vsej verjetnosti vtaknili cvetlice, pihajo. In ta instrument pravzaprav je bil orodje za obveščanje prihoda sovražnika. Torej, če si slišal zvok točno iz te vaze oziroma iz te posode, si vedel, da je sovražnik na obzorju. Vedeti moramo, da tudi Inki so prišli tja in nekako, ne bom rekla, ukradli njihova ozemlja, ampak so si ta plemena, ki so tam živela, podjarmili. Točno na tem področju, kjer ima ta gospod posestvo, je živelo, še vedno živi pleme Kitukara, tudi Karanki, ki so se dolga leta Inkom upirali. Zdaj pa vidimo tudi čudovito masko obraza iz kamna. Ta maska je starejša od 2000 let. Ta gospod pa je bil tako zelo prijazen in po vsej verjetnosti sem bila jaz tako zelo navdušena, da se ga je to zelo dotaknilo, da mi je podaril tole želvico. Tudi tale želvica je starejša od 2000 let. Če bi le lahko povedala, kaj vse je doživela, slišala, videla, ki vse je bila preden so iz tega kamna oblikovali želvico. In kaj vse bo doživela po temu, ko ne bo več z menoj? Naj bo to tak nežen opomnik, da pridemo in gremo. In naj bo ta izkušnja tukaj in sedaj čim bolj bogata, čim bolj izrazna, za vse tiste, ki jih puščamo tudi za seboj. No, gospod mi je pokazal marsikaj. Imel je veliko mask, imel je veliko vas, veliko izkopanin, ki imajo takšne in drugačne obrazke, ki so izražale takšna in drugačna sporočila. Povedal mi je tudi, da v starih časih, inkovskih časih, so babice znale otroka obrniti v pravilno pozicijo, zato ni bilo potrebe po carskemu rezu. Da je bil porod večinoma, ne bom rekla ne boleč, ampak zelo drugačen kot sedaj. Izkopanine, ki jih ima v svojem domu in jih tako z ljubeznijo čuva, so resnično bile tako veliko darilo meni. Veliko darilo pa verjamem, da tudi tistim, ki morda mislimo, da so se te izkopanine izgubile. Kajti nažalost v neposredni bližini njegovega doma so dejansko ostanki toplic, kamor je ta v Alpa, se pravi zadnji Ink, zahajal, ki pa so zapuščene. Te ruševine trenutno prerašča trava, notri so smeti, kar je v resnici žalostno videti. Naj bo tudi nam na tej strani sveta to opomnik, da imamo tudi mi svoje ruševine, ostanke in tradicijo, nauke, navade, veščine naših prednikov, katere morda zanemarjamo. Leto 2022 namreč je mojstrsko leto, ki nas povezuje z našimi koreninami, z našo preteklostjo, z našimi lastnimi tradicijami, ki so vendarle prečudovite. Kar vidimo zdaj je tudi daritev. Jaz sem bila tam ravno v času njihovega andskega novega leta, ki se mu reče Mušuk Nina, kar pomeni nov ogenj. Videla sem veliko različnih daritev, kar vidite zdajle, je postavitev v obliki čakane. Čakane je njihov sveti simbol, v sredini je hrana, sadje, cvetlice. Po opravljenem ritualu, posebnem ritualu, se potem to zbere in odnese v vulkan za
nekako zagrebe v zemljo, zakoplje v zemljo kot daritev materi zemlji. Tukaj se pravi ta cikel pričel, novo leto se je pričenjalo. Torej, resnično sem bila dol v času, ko se narava prebuja, ko se tudi mi z naravo prebujamo, ko si postavljamo nove cilje. Ne glede na to, da to obdobje je že mimo, morda pa vseeno naj bo tale trenutek vsem nam opomnik, da vedno lahko na novo začnemo in da vedno lahko vsak pričetek, vsaka odločitev prečudovito opremimo, tako kot je njihova tale daritev. Tudi sicer sem bila na enem posebnem rojstnem dnevu. Od moja prijateljica hčerka je dopolnila 15 let, kar je po njihovih starih inkovskih in predinkovskih običajih obdobje, ko ženska stopi v čas ženstvenosti. Podobno daritev so naredili za njo, poseben svečenik, ki je prišel povedati, kako so te stvari doživljali v inkovskih časih, v predinkovskih časih, kako zelo pomemben je pričetek življenja ženske kot ženske. Mama je darovala rože, je naredila ritual, oče jo je prečistil energijsko, je naredil ritual in dobila je 2 botra. Tako lepo je Jačak, se reče tem svečenikom, povedal, da včasih se starši pač ne razumemo, včasih nismo na istih bregovih in v te namene je dobila ta deklica v 15. rojstnem dnevu nove dodatne botre, ki so ji obljubili, da jo bodo na poti njenih sanj, na poti nje kot ženske, bojevnice, matere, boginje, vse, kar ženska v bistvu je, podpirali, razumeli in branili. Bil je čudovit ritual, čudovita izkušnja. Resnično se mi zdi ta prehod, tudi bom rekla spoštovanje ženstvene energije, tako zelo lep in morda tudi pri nas v modernem času, moderniziranem času, še kako pomemben. In če govorimo o 15-letnicah, naj vam povem še to, da ko sem bila jaz stara tam okoli 15 let, sem pričela poslušati skupino, ki se reče Harkas. Jaz pa verjamem, da se vi spomnite njihovega hita, ki jim ga je pravzaprav ukradla skupina Kaoma. Mi to pesem poznamo pod imenom Lambada. Oni so to izvedeli, so celo bili prvi, oziroma eden izmed prvih primerov tožbe avtorskih pravic, dobili zelo lepo odškodnino, glede na to, da Kaoma je resnično kar zaslovela s to pesmijo. Na njihove viže pa je pela in plesala tudi Jennifer Lopez, tudi Tabu, tudi še marsikdo, ki ga tudi danes poslušamo. Njim se reče Harkas in jaz sem njih poslušala, ko sem bila majhna. In jaz sem jih zdaj končno videla in to celo 2-krat in ne boste verjeli, pevec mi je pel in vrgel tole čepico. Torej, resnično prihajam nazaj polna čudovitih spominov, polna hvaležnosti, polna radosti. Vam pa naj zaupam, da Harkasi pridejo septembra in oktobra v Evropo. Oktobra bodo v Italiji, nimam še popolnoma znanih datumov, bom jih z vami delila. Praznujejo namreč 50-letnico obstoja. 50 let pesmi, 50 let plesa, 50 let tradicije, kar je meni pri njih zelo všeč, je to, da pojejo tudi v svojem jeziku, se pravi v kečuji. Kar se mi zdi čudovita zgodba, pa je zgodba mladega fanta, ki je mojih let, ki se jim je pridružil iz Japonske. Ko je bil majhen fantek, je poslušal njihovo glasbo, čeprav to ni bila najbolj tipična glasba za japonsko okolico, se je sam naučil igrati njihove instrumente in se jih je naučil igrati tako zelo dobro, da toliko let kasneje, ko je bila avdicija za čarangista, to je taka majhna kitarica, je celo dobil mesto v tej skupini. In jaz vam povem, če gledate njegove intervjuje, kako on razlaga svojo zgodbo, ko vidite ta žar na njegovem licu, ko vidite to svetlobo, to srečo, to hvaležnost, to izpolnjenost, je resnično lahko razumeti, kako zelo univerzalen jezik je glasba. On se je španščine šele pred kratkim naučil, govori malo bolj po indijansko, se bom pohecala, je pa srečen v tem, kar počne, čeprav je zdaj na drugem koncu sveta, čeprav ko je bil majhen, mu tudi na misel ni prišlo, da bo nekoč postal del skupine, ki je bila za njega tako zelo ključnega pomena. In tudi sicer jih imajo v Južni Ameriki tako zelo radi. Ljudje jih vidijo po 5-krat, po 6-krat, vsakič jokajo, vsakič so ganjeni, vsakič so izpolnjeni z njihovo glasbo, z njihovim sporočilom, vsakič posebej so jih lačni. Naj bo tudi to nam opomnik, da življenje je bogato,
da ni potrebno biti v nekih ujetih regelcih, da ni potrebno znati jezika, razumeti jezika. In predvsem opomnik, da se nam otroške sanje lahko uresničijo. Meni so se skupino Čarihajak, temu Japončku so se skupino Harkas, vam pa verjamem, da na kakšen drugačen način. Ampak, če bi lahko danes šla nazaj, pa bi tisti majhni punčki, ki je s takim veseljem kupila njihovo kaseto na Čopovi, povedala, da jih bo kasneje v življenju spoznala, da se bo z njimi spoprijateljila, da jih bo pevec v glavnem mestu Ekvadorja pel in pred celim stadionom podaril čepico. A ne bi bilo to fajn? Zato pa si dajmo zdajle povedati, da je življenje pred nami, da nas čaka še veliko lepega, čeprav je za nami zelo zahteven čas korone, čeprav morda ne vemo, kaj jutri prinaša, ampak se dajmo odločiti, da verjamemo vase in v svoje sanje. Jaz vam obljubim, za vse tiste, ki so vam Harkasi pri srcu, za vse tiste, ki vam je ta glasba všečna in polna ritma, da bom tudi jeseni povedala, kdaj pridejo v naše konce. Jaz upam, da jih bom junija še enkrat ujela v Kolumbiji. Zdaj pa z njihovim dovoljenjem z vami delim njihovo verzijo pesmi Lambada. Njihov naslov je Llorando se fue, kar pomeni odšla je jokajoč. Prepuščam vas ritmom in vam želim vse samo dobro.
Un pedacito en japonés.